Dragi prijatelji, danes bi vam spregovoril o zakramentu, ki se mi zdi eden najlepših. O zakramentu, ki naj bi ga obhajali z veseljem in od katerega naj bi odhajali veseli. Ampak vse skupaj se zatakne že pri samem poimenovanju. Če ga poimenujemo čisto po šolsko, mu pravimo zakrament svete pokore. Opazite, kako se to trdo sliši. Da zadevco malce umilimo, mu pravimo zakrament svete spovedi. A tudi to se sliši težko in nič kaj veselo. Vse to je občutila neka gospa, ko je nekoč enega duhovnika vprašala, če upravlja vse duhovniške službe. In duhovnik je odgovoril, da ja. Je rekla, potem tudi spovedujete? Je rekel, vsak dan. Je rekla, to je najslabše. Poslušati grehe kristjanov. In duhovnik je pojasnil, da je resnica ravno nasprotna. Da ni lepšega kraja na svetu, kakor biti tam, kjer se človek vrača k Bogu. Moreče bi bilo gledati, kako ljudje od Boga odhajajo, a kako lepo je in veselo, ko se k Bogu vračajo. Tako spovednica postane najsrečnejši kraj na svetu. Tam človek Bogu dovoli, da Božja ljubezen in usmiljenje v njegovem življenju zmagata. Razlog, da tega veselja ne občutimo, se mi zdi, je ta, da nismo osredotočeni na bistveno. Velikokrat pristopamo k zakramentu usmiljenja, kakor da bi s seboj nosili eno veliko vrečo smeti. Strinjali se boste, da smetmi hoditi okrog ravno ni prijetno, posebno če smeti smrdijo. Greh vedno osmradi naše življenje in Bog je tisti, ki to vrečo vzame. In duhovnik je kot Božji smetar. A veselje nastopi takrat, ko se zaveš, da bistvo svete spovedi niso naši grehi, ampak da je bistvo Jezusova smrt in njegovo vstajenje, ki zmagata v življenju tistega, ki je prišel k sveti spovedi. Grehi izgubijo svoj lesk in glavni oder v življenju tega človeka prevzame Božja ljubezen in njegovo usmiljenje. Drugi razlog, da ne doživljamo veselja, je, da spoved dostikrat jemljemo kot pralni stroj in spovednico kot čistilnico. A spoved je veliko več. Spoved ni pranje našega umazanega perila, ampak veselje nastopi, ko se zaveš, da ti, ki si nič vreden, ki si umazan, ki si ponižan, ko stopiš k spovedi, srečaš Jezusa, ki ti reče, vreden si, zelo si vreden, tako si vreden, da umrem zate. To je to. K spovedi prideš, Jezus ti reče, ljubim te, in ti s tem, ko prideš, Jezusu rečeš, ljubim te, zaupam v tvoje usmiljenje. Če bi morali poiskati simbol za sveto spoved, bi bilo to lahko zdravilo. Greh vedno rani in sveta spoved in Božje usmiljenje vedno zdravi. Neki nadškof je duhovnikom dejal, da se ne zavedamo ali pa malo zavedamo, kaj se dejansko dogaja, ko duhovnik stegne roko, da bo dal spovedancu odvezo. Pravi, z naših prstov kaplja prava Kristusova kri na glavo spovedanca in ta ga očiščuje grehov. Ta Kristusova kri grešnika spreminja v svetnika. To je Božje usmiljenje v akciji. Tukaj je Božja ljubezen otipljiva. Prikličimo si to v spomin, ko bomo pri sveti spovedi. Zapomni si, spovednica je vedno kraj zmage. Če si se enega greha spovedal prvič ali pa že 10 000-krat, je spoved vedno zmaga za Jezusa.